Janez Janša, sin komunizma, oče nacifašizma. Mlade generacije si danes ne morejo niti zamisliti, kako ogabni so bili mladi komunistični funkcionarji ostali mladini, ki je morda bila leva in še bolj leva od državnih komunistov, a teh tipov ni mogla prebaviti. Oni so direktno korakali v oblast z zaigranim zanosom. Ti liki, večinoma frustrirani provincialci, so lagali samim sebi o vsem, tudi o rock'n'rollu. Skratka, najbolj nepriljubljena skupina. V njej je bil Janez Janša, posebej zvest, posebej strog, posebej lesen, posebej ambiciozen. V svoji ambiciji je našel obramboslovno nišo. Tu se je hotel maščevati za ne dovolj hiter vzpon v partiji in se izkazati znotraj nastajajoče opozicije. Pa kdor zmaga, on bo na tej strani. Preambiciozno, prezgodaj, nespretno, klavrno. Ko so ga aretirali, je prvič občutil strah pred ustanovami, ki jih je doslej dojemal kot svoj aparat represije. Obenem je dobil nepričakovano predragoceno darilo. Simpatije večine, tiste, ki mu je bila doslej sumljiva in ideološko vprašljiva. Sam je iskal pomoč povsod, tudi pri disidentih v Beogradu. Bil je oproščen, sproščena je bila njegova ambicija in ta je za vse čase povozila njegov občutek za realnost. Od tega trenutka na tem mestu je na svetlih in veselih obrazih tistih, ki so ga zares osvobodili svojim pogumom, videl le še obraz sebe in svoje moči. Od tega trenutka je verjel, da so tudi oni njegovi dolžniki, ki mu morajo biti podrejeni. Na tem mestu je nastala ta grozljiva mešanica frustriranosti, želje po popolni moči in potrebe po maščevanju za vse, kar je zase pričakoval, pa mu ni bilo ponujeno. Poguba za Slovenijo se je materializirala tukaj, v osvobojenem Janezu Janši 1988. Nikoli zadovoljen, nikoli srečen, nikoli ljubeč, nikoli hvaležen. Počasi je razumel, kje lahko najde zaveznike, kako se jih podrediti, kakšne strupe lahko vbrizga v možgane drugih. Politika zanj ni bila izbira poti, ampak izbira trikov. Večina se jih je razblinila, še preden so bili realizirani. Še več porazov, še več frustracij, še več nesrečnežev, ki ne samo da s tem živijo, ampak nad tem nenehno orgazmirajo. Končno je našel imaginari in represivni stroj, ki ga zadovoljuje vsaj, ko nastopa v javnosti, po možnosti vsak dan večkrat. Takšno vodenje za nos, ki ponižuje pametne, uničuje talentirane, sesuve izobražene in povsod postavlja zlobne omejence in drhal, mu je končno prineslo nekaj intimne sreče. A njegova sreča mora biti popolna, totalna, totalitarna. Nobene kritike, nobenega vprašanja, popolna disciplina, neprebojna fronta. V realnosti to omogočajo samo laži in verbalno nasilje. To pa zlahka postane pravo nasilje. Osebna redukcija na komunizem, njegovo zgodnjo prvo strast je pravzaprav infantilna. Vse, ki trenutnega stanja ne sprejemajo, je treba razglasiti za takšne, kakršen je sam. Fašiste, naciste, seksiste, rasiste. Tisti osovraženi drugi, etnično, spolno, intelektualno, so tako ali tako že prej izločeni iz igre. Spremljajoča mitologija je bila ustvarjena dolga leta. Zato imamo danes spodnji svet, globoko državo, udbaše stoletnike, režimske medije in ostalo, kar pač mitu pritiče. Na tej poti so mu pomagali vsi, ki so ga jemali resno. Ni pa bilo obratno. Puščali so, da se razbohoti. Obnašali so se, kot da gre za politično normalnost ali pa zgolj vihali nos. Ja, težko je zapustiti polživo hišico iz leta 1988 in srečno doživljeno in nikoli pozabljeno na tem mestu. Težko je sprejeti misel starejše od komunizma, da sanje nastajajo iz kritike.
Zato danes figura Janeza Janša izgleda tako velika. V resnici bo dovolj, da jo kar